Pozdravljeni, z vami Semenka in danes bomo govorili, kaj nam prinašajo angelska sporočila za leto 2025 v povezavi z zdravjem. Čistko naključna sporočila, kaj pridejo, karte prehodu v novo dobo, pol Ošotove karte, pa angelski tarot, da vidimo. Nimam nič pripravljeno naprej, dejansko zdaj mešam karte in v rokah imam sicer nemško izdajo, ampak so iste kot slovenske, tako da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo. Za vse vas, ki vas starejo, kakršnekoli zdravstvene težave, kaj je ta trenutek za vas najbolj pomembno, da slišite, ozavestite, da veste, kaj je tisto, kar vam želijo angeli sporočiti. 3 sporočila, da vidimo sodelovanje, radost in naslednji korak. No, da vidimo, tebi pripada, sam večkrat, da jaz vidim, kje imam, knjižica je tukaj. Naslednji korak, 47, najprej dajmo to pogledati. Tebi pripada sreča, zasluži si jo. Zasluži si ljubezen, zasluži si izobilje vsega dobrega. Lahko narediš samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Se pravi, zate povezano zdravje, zdravstvene težave so povezane s tvojim naslednjim korakom. Če se te je strah, kaj imaš za počistiti, kaj je tisto, kar te zadržuje. Mogoče te neka stvar duši in čas je, da ozavestiš, kaj te zadržuje, ker tebi pripada sreča. In zdaj tisto, kar je zate pomembno, je to, da slediš radosti. 32 karta. Bodi srečna, da živiš. Tvoje srce je mlado in večno. Dovoli, da mladostna energija, da se pretaka po tvojih žilah. Dobro se počuti v svojem telesu, ki je prežeto z radostno energijo. V popolnosti sprejemaj svojo radost. Zanimivo, ne? Ko nas odnosi zadušijo, kje se potem pozna? Pač na naši radosti in ugasnemo. No, sem govorila z eno gospo, ki ogromno žalosti predeluje. Prav noter, vse noter nosi žalost in seveda ona se potem ukvarja s sluznico, suho sluznico, s gubasto kožo, suho nožnico in tako naprej. Ampak ni problem suha nožnica, ker je vse skupaj povezano z žalostjo. In očitno se neka koda žalosti prenaša po družinskem deblu. Tukaj zadaj so neke izgube. Veste, vsak od nas kakšno stvar predeluje in vsi imamo, glede na to, da telo je zemljevid naših čustev, nam pokaže, kje je najšibkejši člen. Se pravi, nekdo, ki ima posušeno telo, ki ima v bistvu sluznice mu ne delujejo, ki ima, ne vem, suho nožnico, po drugi strani pa preveč tega vnete sluznice tukaj, da izkašljuje, je vse povezano s tem, da te nekaj tako močno žalosti, da je temno zadušilo vso radost, hkrati pa ne moreš izreči tega in ti povzroča velike zdravstvene težave. No in naslednja karta je pa prišla sodelovanje. No in sodelovanje je pa seveda povezano s tem, da razumemo, da sodelujemo lahko z ljudmi, ki so na isti vibraciji kot mi. V ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne pomanjkljivosti. Učim se, kako dajati in kako sprejemati ljubezen. Pozorna sem na to, kdo prihaja v moje življenje in kakšni občutki se mi porajajo. Ljudje so mi poslani kot angeli, da mi pomagajo. Na tej poti nisem sama. Seveda srečujem tudi ljudi, ki so okuženi s temo. Tudi te prepoznavam in jim dovolim, da grejo svojo pot. Tudi ti so mi poslani, da lahko vidim, koliko sem se že naučila. Blagoslavljam jih z ljubeznijo. No in prav to. Ljudje, ki so okuženi s temo, v osnovi te učijo, vsakega od nas učijo, da razumemo, da določeni ljudje pridejo z namenom v naše življenje,
nam pritisnejo na neko rano, ki mogoče zaboli, lahko tudi kot fizično zaboli, z namenom, da pokažemo, česa mi ne želimo več. Kar se tiče zdravja, tam, ko ti nekdo neprestano zabija žohce. Veste, to je tako, recimo, dober odnos je tako kot dobra teniška igra, čeprav jaz ne igram tenisa, ampak v glavnem vse veste, kako je dobra teniška igra. Teče, oba dva uživata. In nekoč je rekel en moder možakar v mojem življenju, gospod v mojem življenju, to je profesor iz moje srednje šole, je rekel stavek: in če ti nekdo neprestano zabija žohce, brez slabe vesti rečeš, jaz se s tabo ne grem več. In to je čisto v redu, In glejte, če imate v vašem življenju nek odnos, ki je tako močno intenziven, da vam povzroča kup težav, je mogoče čas, da začnete gledati, kje boste in na kakšen način vi lahko doživite, občutite več radosti. Ker radost je vaš kažipot. To vam kaže, kjer vaša duša poje. No, tako da to je zdaj prvo sporočilo, kar se tiče zdravja. Sledite svoji radosti. No, da vidimo naslednje karte, kar se tiče vašega zdravja. No, da vidimo 3 karte. 1, 2, 3. No, da vidimo. Spet je prišlo zanimivo. Čas je sprememba, čas je za spremembo. Oziroma, če okrog vas divja tornado, vi bodite v centru, v miru, ker tukaj noter je mir. Se pravi, bodite pozorni na to, kje si ti v miru. In žalobnost je povezana s tem, da greš v tišino in premisliš, kaj je zate najboljš. Nekoč mi je rekla ena gospa, ki je prebolela raka na prsih, je rekla: kar sem se skozi bolezen naučila, je zdrava sebičnost. Brez slabe vesti rečem ne. In to pomeni, da prej je bila vsem vedno na razpolago, da so bili vsi pri hiši srečni. Potem je pa začela gledati, kaj njo srečuje, kaj ima ona za narediti drugače, da bo ona srečna. Vpisala se je na fakulteto, zaključila nedokončane zadeve, vpisala se je na šiviljski tečaj, naučila se je šivati in to tako. In zdaj dela stvari, ki njo srečuje. Kupila si je kužka. Pač začela je delati stvari, ki njo srečujejo. Ker če si že na robu glede zdravja, če ti ne poskrbiš za svoje zdravje, za svojo srečo, kdo bo poskrbel? No, in ljudje nam kažejo tako ogledalo, projekcija. Projekcija je pa povezana s tem, da vse, kar nam drugi ljudje obesijo in vse, kar mi drugim ljudem obesimo, je povezano s tem, da je projekcija. Ti si tak, Se moramo vprašati, kaj imam jaz v sebi tisto, kar imam za spremeniti. Če jaz opazim pri nekem drugem človeku določene lastnosti, verjetno imam kakšno stvar tudi jaz pri sebi še kaj za predelati, da se kaj naučim. Dajmo zdaj še pogledati na naslednje karte, angelski tarot, se pravi to, kar je povezano, vaša sporočila za vaše zdravje, kar je za vas ta trenutek pomembno, da razumete. Ker zdravje je vedno povezava z dušo, z energijami. Zdravje, fizično zdravje je odraz energetskega polja okrog nas. In energetsko polje okrog nas, se pravi aura, ki je obtežena, zapisi duše, ki nosijo določene kode, vedno se odražajo, ta vibracija, ki na tem energijskem nivoju se preseli na fizični nivo, preko čakr in meridianov, potem postanejo fizična težava. Se pravi, nekdo, ki ima težave s pritiskom, ima obremenjeno zadnjo, to je Meng-Meng čakra, oziroma to je zadnja popkovna čakra, ki je povezana z zapisi iz preteklih življenj, povezano z jezo. Zdaj pa človek reče, kako naj pa zdaj jaz pogruntam, kako naj to jezo odstranim? Ja, pač greš po odnosih, kdo je tisti, ki ti pritiska na to jezo, in seveda ne greš pa ne rečeš temu človeku, ti si tak, ampak kaj mene v tem odnosu jezi?
ne vem, mogoče to, da nisi spoštovana, mogoče to, da nisi slišana. Kaj je tisto, kar tebi povzroča, kar te pritiska na to gumb jeze in potem, se pravi, mogoče imaš podzavestni program, potrebo imam potem, da sem v vsakem odnosu jezna. In to povzroča potem pritisk. Zdaj, seveda, na tehničnem nivoju je pritisk povezan z nesorazmerjem kalija in natrija. To ne pomeni, da začnete manj soliti, ampak dodate več kalija, lahko kot prehransko dopolnilo, recimo jaz imam to v šejkih, ali pa začnete uporabljati več zelenjave, začnete uporabljati več teh grenke zelenjave, kot je radič zdajle, ali pa regrat naberete. Vse to, kar je grenko, vsebuje tudi ogromno kalija in kalij in natrij, ko sta v ravnovesju, avtomatično se zniža pritisk. No, da vidimo zdaj še te. Tukaj teh bom pa 5. Se pravi, kar se tiče vašega fizičnega zdravja, kaj je prav, kaj vam sporočajo angeli, kaj je prav, da zavestite. 5 sporočil. 5. Ne pričakovati najhujše. Če imate mogoče ta trenutek noč brez spanja, pomeni, da je čas, da to, kar vi pričakujete, začnete razmišljati, kaj je tisto, kar meni povzroča kronični stres. Ker vedno so čustva zadaj, ne? In ta kronični stres je tisti, ki ga je treba odstraniti. Vzemite v roke, ko imajo čakra žur in začnite to čistiti. Zapletena odločitev. Potreba po raziskovanju. Ne obotavljajte se več. Mogoče, če imate že neko diagnozo ali pa če imate nek sum na neko zadevo, pejte poiskati prvo, drugo mnenje. Pejte naprej, začnite delati, pač ne odlašati. Naredite korake naprej, podprite se z vitamini, naredite skrajni čas, da začnete ukrepati. Sploh tisti, ki ste bili cepljeni, veste, da ste dobili tudi porcijo težkih kovin in da bo čas, da razstrupite svoje telo. Vzemite Pro-Vitality Plus, ki ima notri vse sestavine, cink, bakar, selen, B vitamin, C vitamin, karotenoide, se pravi čisto vse, kar potrebuje vaše telo za spraviti te težke kovine ven iz vašega telesa. Pač začnite ukrepati, ne več odlašati. Potem smo dobili nova oseba vstopa v vaše življenje. Razmerje dobiva novo podobo. Okrepljene duševne sposobnosti. Odlično, se pravi, lahko tudi nekaj na čustvenem področju, neko prebojenje na ta način. Na čustvenem področju lahko je ta nova oseba povezana s tem, da kot vaša zavest, da začnete bolj imeti sebe radi in zato začnete delati določene stvari, ki so nujno potrebne točno za vas. Zanimivo, pa paž zemlje, dobre novice o denarnih zadevah, novo področje učenja, mogoče novo področje učenja glede vašega fizičnega zdravja. Mogoče vas povabim, v četrtkih imam Zoome za mojo skupino, morate biti včlanjeni v mojo skupino. In za tiste, ki vas to zanima, napište mi mail, pa vam bom odgovorila, ali pa message na 030 202 808 in vam bom odgovorila glede tega, kako priti v mojo skupino. Ampak jaz v četrtkih imam Zoome in učim mojo skupino glede fizičnega zdravja, kako delujejo celice, presnova, prebava, kaj potrebuje naše telo. Pač to je znanje, ki ga bi mogel imeti vsak, samo zaradi tega, ker življenje je pač zanimivo. In lejte, če nimaš znanja, ko pridejo težave, vas bele halje prepričajo v nekaj, kar mogoče ni nujno dobro za vas. Vi potrebujete znanje. Znanje je moč. In če vi veste, kje dobite iz narave maksimum, lejte, znanje je moč. In če imate mogoče strah pred belimi haljami, ali pa če imate mogoče že občutek, da ste manj vredni, da manj znate, ko bo bela halja rekla, ti imaš tako in tako diagnozo, adijo, ste že tam.
redna stranka farmacije. Si to želite? Jaz sigurno ne. No in naslednja karta pa je kraljica ognja. Prepričana vase, topla, pametna, očarljiva. Razprite krila in poletite. Ne podcenjujte se. Uveljavite svojo neodvisnost in ustvarjalnost. Čas je, ja. Postani kraljica na svojem področju. Ampak kraljica je modra. To ni neka zabita tepka, ki nima pojma. Kraljica, ženska, ki je kraljica, je modra. Začnite se učiti, delati, razmišljati, delati na svoji samopodobi, na svojih šibkostih. Preverite, sploh glede zdravja, tako pomembno je, vsak ima strah pred belimi haljami, ko zdravnik da diagnozo ali pa neko mnenje, vas bo sesulo. Vi morate imeti samozavest. In nekdo, če ima doktorski naziv, pomeni, da ni, da je bolj inteligenten od vas. Pomeni, da je dalj časa sedel za knjigami. Ni pa nujno, da je bolj pameten. On ima samo potrdilo, da je močno šolan. In vemo, da zdravniki, ki razmišljajo svojo glavo in ko grejo v alternativne vode, izgubijo licenco. To vsi vemo. To vsi vemo. Vemo, da zdravniki hodijo na luksusna potovanja, ker prodajajo zdravila. To vsi vemo. Vete, če ste redna stranka farmacije, naredite nekaj, da ne boste več. To ne pomeni, če jeste neke statine ali pa neka antidepresiva, da jih boste danes nehali jesti, ker ste se odločili, da ne boste več redna stranka, ampak boste postopoma začeli dodajati cink, da boste spravili strupe iz telesa, dodali kalij, dodali B-vitamine, dodajali, okrepili svoje zdravje, da boste, v roku 1 leta, napišite si cilje, kam želite glede svojega zdravja, prišli na zeleno vejo in boste lahko rekli, ne hvala, zdravil ne potrebujem več. Da boste poiskali drugo mnenje, tretje mnenje. Enostavno, čas je za ukrepanje. Ker glejte, pač dajmo pogledati, sej, zdajle konec leta lahko vsak pogleda, farmacevtska podjetja imajo izredne dobičke. Zakaj? Ker vsi zobajo neke tablete. Vsi, mnogi ljudje zobajo tablete. Imajo tablete za odstranjevanje stranskih učinkov od tablet. In mnogi ljudje hodijo iz lekarne z eno vrečko zdravil, ki imajo stranske učinke, take boljš, da ne bereš. Ja, življenjska doba se je podaljšala, absolutno. Ampak druga zadeva, kar se je podaljšala, je pa to, da ljudje hodijo od enega pregleda do drugega in se pogovarjajo, kje nekoga nekaj boli. No, verjamem, da se je to tudi že nekoč dogajalo, ampak jaz verjamem v to, da je čas, da odgovornost za svoje zdravje vsak prevzame v svoje roke. Ne, moj zdravnik pravi, moj zdravnik je odgovoren za moje zdravje. Ne, jaz sem odgovorna za moje zdravje. Hvala Bogu, da obstajajo zdravila takrat, ko je nujno potrebno, ampak potem v najkrajšem času greš stran od zdravil. Zdaj mogoče to nekdo ne bo ploskal, ampak verjemite mi, da če zobate zdravila, samo preberite stranske učinke in kdo prevzema kakršnokoli odgovornost za stranske učinke. Nihče. Vi, ki jih jeste. Vi ste odgovorni. A je to tako? Jaz sama imam zelo zanimive izkušnje s cepivi. Mislim, jaz sama v družini. Hčerka je bila cepljena, ko je bila pred vstopom v 1. razred. Hepatitis B v eno roko, to je spolno prenosljiva bolezen. 6-letne otroke so cepili proti spolno prenosljivi bolezni. In drugo roko, ošpice, rdečke, tetanus. V glavnem, takrat se nisem razburjala, sem bila ena od poslušnih mam. In mojega otroka so cepili. In je dobila reakcijo. Ta reakcija je bila povezana s tem, da je po 3 dneh ni hodila več. Mesto vboda je bila gnojna bula,
po telesu je imela več gnojnih bul, obnohtnica je bila, gnojne bule, migrenski glavoboli. In ko sva šle na pregled, stara gospa, zdravnica, gleda izpod očal in tako čez mizo in reče: mi, uradna medicina, ne moremo povezati stranskih teh učinkov in cepiva. Halo? Jaz tudi ne. Jaz sem pa blond, ker otrok je 3 dni po cepivu dobil to reakcijo. Sicer kasneje je dobila odločbo, da se ne sme več cepiti, ampak prva reakcija je bila: mi nič ne vemo o tem, mi ne odgovarjamo. Čak, kdo pa pol odgovarja? Jaz kot mama. A veste to? Jaz kot mama. Jaz sem mojega otroka dala cepiti. Zato pač od takrat to je bil alarm zame. In sem rekla, ok, v redu, nič več, od zdaj naprej bom jaz odgovorna za moje otroke in za njihovo zdravje. In predvsem tudi za svoje zdravje. In seveda, za svoje otroke smo odgovorni do polnoletnosti. Jaz verjamem v to, da so polnoletni otroci, ko so tam pri 21 letih, prej ne. In dejstvo je, da vsak od nas staršev je prav, da najprej poskrbi za svoje zdravje in svojim zgledom kaže, kaj je dobro. In ni treba otrokom pridigati, kaj je dobro, ampak vi skrbite za svoje zdravje in to prenesite avtomatično na svojo družino. Jaz znam nikdar pozabila, ko so bile moje hčerke manjše, sem začela pač peči palačinke iz polnozrnate moke in so rekle: mami, ti kuhaš zdravo, babi pa dobro, ker ona pač veliko maščobe za palačinke porabila, pa belo moko, ampak to, kar sem prenesla na njih, je sigurno to, kako pripravljati zdrave obroke in jemo zelo, zelo dobro, kvalitetno, znajo kuhati in to je v bistvu tisto, kar mi je najboljše, da sem tudi to prenesla na svoje otroke. No in tisto, kar pripravljam, kmalu bo, kmalu, zdaj pač imam še vedno pripravljam, ampak v parih mesecih bo izšla knjiga z recepti in v tej knjigi z recepti bojo vsi recepti iz knjig, se pravi 1., 2., 3., 4. in 5. Poleg tega pa novi recepti, kar bom dala noter, posebno poglavje za vegetarijance, kako dobiti maksimalno količino hranil iz hrane, na kaj morajo biti pozorni, in posebno poglavje za moške hormone. No, tako da to pripravljam, zdaj imam že vse to v glavi, kako bo sestavljeno, oziroma niti ni toliko veliko dela s tem, ker vem, da to je knjiga, ki jo boste imeli v kuhinji, po kateri boste lahko jo uporabljali tudi takrat, ko hujšate, ko želite preoblikovati svoje telo in tudi takrat, ko želite okrepiti svoj imunski sistem. Ker pač jaz verjamem v to, da naše telo potrebuje vsakega pomalo in da enostranske diete na dolgi rok ne delujejo, predvsem pa pri nas ženskah. Naslednji video, ki ga bom posnela pol kmalu, imam v planu, zakaj keto dieta ni primerna za nas ženske. Vam bom razložila, ker vse te študije so bile delane na moških in zakaj dieta s tem, ko stradaš oziroma imaš post določene ure, ravno tako ni primerna dieta za nas ženske. No, to bom posnela čez nekaj dni, tako da uživajte, vse dobro in ja, če čutite, da je čas, da ukrepite svoje zdravje, mogoče kliknite od spodaj, imate dostop do moje spletne trgovine. Glede na to, da se že 32 let, februarja bo 32 let, kar se ukvarjam s podjetjem Neolife, ja, nekaj sem se pa naučila v teh letih in vem, da mnogim ljudem lahko pomagam, pač iz preteklosti mnogim sem že pomagala do zdravja in če imate neko specifično težavo, tudi vam lahko pomagam. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, tako kot vedno rečem, vsak od nas, zdravje, vse se začenja z nami samimi, s tem, da se odločimo za neke zdrave navade, da čemu rečemo ne, več zdravega in manj nezdravega in potem se vse spremeni. Tako da uživajte, vse dobro in ja, imejte se radi.